Hello! Hello! Hi! Pozdravljeni, Elini, nazaj na kanal. Hi! No, tole, kar pa zdaj gledate, je pa en redkih primerov na mojem kanalu, kjer je prvi del, pa drugi del, in da je drugi del basically rešitev primera v prvem delu, ki še ni rešen, ali pa nadaljevalnem prvega dela True Crime. Po moje prvič in mogoče edinkrat. In ja, govorimo v zelo glasnem primeru Gabby Petito. Za vse, ki niste na tekočem, spodaj imate prvi del, ga bom ziher linkala, ker je ful pomemben, ker je ful dober, ker sem se res poglobila. Zdajle sem ga šla gledat, sem bilo damn girl, pač dobro sem to povzela vse, ker sem imela od informacij, ki jih je bilo milijon. Primer bi se lahko rekel, da je že nekaj mesecev rešen, zaključen, ampak jaz sem na koncu najdla eno tako nenavadno luknjo, tako stvar, o kateri se še vedno lahko sprašujemo, da mi dajte tisto brco v rit, tole pa vredno nadaljevati in vredno je, da ljudje slišijo in da razmislijo sami, kaj bi to lahko bilo. Čisto na hitro povzetek, 22-letna Gabby Petito je oseba, ki je bila najprej pogrešana, oseba, ki je bila umorjena, katere primer je zdaj končno rešen, več povem kasneje, ampak ona je šla s svojim zaročencem 23-letnim Brianom Laundriem na potovanje po Ameriki. Bila sta originalno iz New Yorka, potem sta šla pa s svojim belemu kombijem, oziroma natančneje z belemu kombijem od nje potovat in sta zraven to vlogala, objavljala, ona je bila tudi influencerka oziroma vplivnica in je to objavljala ves čas na svoj Instagram, kje sta, kako se imate in tako naprej. Na eni točki 1. septembra je Brian Laundrie domov prišel sam. Kaj se je potem zgodilo, je to, da so našli njeno truplo. S pomočjo social media, s pomočjo drugih vlogerjev, s pomočjo TikToka in tako naprej. On je pa po nekaj časa doma, po približno 2 tednih, ko sta ga starša branila, je so si odvetnika, bili so v popolni tišini, noben ni nič govoril, več o tem jasno v videu od prej, je on spet se odpravil na eno hajkanje, na eno popotovanje in je spet zginil in potem je nekako trdila družina od Gabby, on ni pogrešan, on je zelo očitno na begu. In takrat so valjda že vsi sumili, da je kriv on, tudi glede na objave, tudi glede na smoke, na vse skupaj. Vsi smo sumili, vsi smo verjeli, da je kriv on, ampak danes bomo šli pa do dna tega, kaj se je zgodilo in kaj je še vedno, po mojem mnenju in po mnenju mnogih drugih ljudi, ostaja teorija zarote in neka misterija. To je po besedah staršev od Briana Laundrija, ne bi se on okrog 14. oziroma kar 14. septembra odpravil na to novo popotovanje. Več kot 50 iskalcev in pa tudi drugih sil je s pomočjo FBI takrat in tudi z droni in amfibijskimi vozili iskali pač to pogrešano osebo. Pa imel Brian takrat pred njimi 3-dnevno prednost, ker bi se zdelo, da je za eno samo samco to osebo ne toliko veliko, ampak se je izkazalo, da je bilo veliko, ker njega so iskali en mesec. Kot sem rekla, droni, velike ekipe policistov, potapljači in policijski psi, dobesedno vse, kar je možno, da bi ga našli. Zdaj še na hitro omenim, da poleg vsega, koliko je bilo opevano, koliko je bilo protesta pred dejansko hišo od Laundrijevih, ker niso nič pomagali, nič govorili, nič spregovorili, koliko je bilo istočasno tudi kritike, zakaj se toliko zavzemate za eno blond, svetlopolto, modrooko punco, koliko je pa drugih oseb, po možnosti temnopoltih, kakšne druge rase, kakor bele, ki so zginili, noben ne dela nič. Se delno strinjam, da pač ta primer je šel res v višave. Hvala Bogu smo ga približno rešili, ampak je pa res za marsikoga, ki ne zgleda tako kakor Gabby, se pač ne bi premaknili nič. Skratka, sum strani policistov in vseh ostalih in cele javnosti in vseh in staršev od nje je ves čas obstajal, da je on itak kriv za njeno smrt. Je bilo pa noro, kako je on ves čas to prikrival, kako je prikrival že v samih postih prej, ki jih je objavljal kot ona v njenemu imenu na njen Instagram, ker je imel itak njen telefon, dopisoval se je z njenimi starši, vsem tem že prej govorim, ampak zdaj sem na novo odkrila, kako je dejansko pisal detajle v opisih slik. V opisih slike so bili tako objavljene že prej, ker niso na novo nastajale, ker je bila Gabby takrat že mrtva. Ampak dejansko, mislim, da je bila ura približno 7 zjutraj, ko sva se sprehajala, ne morem verjeti, koliko ljudi je bilo že takrat tam, kot da bi hotel ustvariti občutek, nek alibi zase, da seveda je bila še živa, saj so naj ljudje videvali, čeprav realno ni bilo poročano o tem, da so jih videvali, sam je hotel tako predstaviti zadevo javnosti. Takoj, ko so našli Gabbyino truplo v tistem Yosemite parku, je tam nastala mavrica in ta mavrica se je na nek način tam, kjer so to našli, začela. In potem se je na območju Laundrijeve hiše zelo blizu končala ta mavrica, kot da bi želela nek krog skleniti. Končala, pač iz druge strani tako je šla gor in je bilo prav občutek, kot da
Ampak to še ni vse. Ko so potrdili, da gre za njeno truplo, se je ta Mavrica sklenila potem in je nad tem sodiščem nastala pač v celem loku. Alienčki moji enomestnik, tole, kar zdaj gledate na ekranu, je kako prijete do 10% znižanja na White Shark. Samo pod moj video kliknete link, je čist vsakič tam spodaj in avtomatično tole, kar zdaj gledate, tole vse na tem linku je ves čas znižan. Še ena stvar, ki je bil naknadno Brian obtožen, je to, da je on uporabljal njeno kartico. Najprej to ni bilo potrjeno, je bilo pa potem dokazano, da je bila to njena debetna kartica, uporabil jo je 30. avgusta do 1. septembra. To je bila dejansko njegova pot vračanja iz tega izleta z njim obema kombijem domov k staršem na Florido in takrat je uporabljal to kartico, na kateri naj bi porabil več kot $1000 oziroma $1000 ali več. Torej, ko so našli njegovo truplo, ko so rekli, to je samomor, so javnosti nekako sporočili, ok, na tej točki je primer zaključen. Posmrtne ostanke so torej našli v rezervatu Carlton na Floridi, na območju, kjer je bilo prej močvirnato. To govorim zaradi tega, ker njegovo truplo je bilo res toliko razpadlo, da niso ga mogli pogledati in reči, to je to. V bistvu je ostala bolj kot lobanja in tako zelo čudni ostanki. Vse, kar je on imel na sebi, vključno z njemu, je bilo jasno prej pod vodo, zato je bilo tudi tisti dnevnik težko rešiti, ker je bil moker, ker so ga potem rešili lepo, kot vidite na slikah. Ostanke je bilo dejansko težko identificirati, ni bilo samoumevno, da gre zanj, čeprav je bilo vsem logično glede na to, da so našli zraven njegove predmete in tako naprej. On je pa več kot očitno storil samomor s strelom v glavo. Je pa policija na to sredo, ko so našli njegove ostanke, so našli tudi določene stvari, ki so mi pripadali, in sicer nahrbtnik, pa zelo pomembna stvar je bila takrat dnevnik in noter en tak zapisek, ki je bil ekstremno pomemben od samega začetka raziskovanja, ker so vedeli, da se verjetno nanaša na zapiske, kaj se med njima dogajalo, kaj se na potovanju dogajalo in kaj se je tudi dogajalo v njegovi glavi, konec koncev, zakaj je to storil, in našli so še več kot to, ker so našli njegovo neke vrste poslovilno pismo, v katerem vse prizna, v katerem reče, da je on to storil in v katerem se opravičuje, da je to storil, in zelo avtomatično imamo s tem, hvala Bogu, tudi zaključek, da je dokaz in mir, da vemo, da je on to storil. Kar je najbolj bizarno, je to, da so njega iskali en mesec in ravno takrat, ravno tisti dan, ko sta se iskanju priključila njegova starša, torej od Briana starša, so ga našli v 30 minutah, v pol pičle ure. Njegova starša, torej Chris in Roberta Laundrie, sta takrat pomagala oblastem in sta preprosto pokazala v določeno smer. Mika Hatch in Mjaka Hatch je nekaj takega Creek na Floridi. V bližini so potem poleg nahrbtnika, poleg tega notebooka, ki je bil baje v leseni skrinjici, našli tudi revolver, s katerim se je dejansko vzel življenje. Objavili so si tviti, kakor je ta After 5 weeks of intense investigation and searching by the FBI, how the belongings of Brian appeared near one of his favorite trails conveniently when his parents show up to help search. Takih tweetov je bilo ogromno, še vedno to v javnosti nekako visi v zraku, ker preprosto, ko sta se ona dva pojavila, to sem gledala nek del dokumentarca, ker nista ona dva šla levo, desno in spoti kamorkoli. Ko sta ona dva prišla na kraj zločina, na kraj samomora oziroma v bližino le njega, sta samo pikirala direkt tja. Jaz tukaj nočem biti preveč glasna, ker če to ni situacija taka, da ona dva nista kaj poskušala prikriti, da ona dva nista slučajen bila nad zraven, je to grozljivo, da starša obtožimo nečesa takega, ampak ona da sta šla direktno tja, direktno sta našla predmete, direktno so potem našli truplo, vse na kupu, vse takoj, po 5 tednih brez rezultata. Čudno je tudi, ko je še slike obstajajo tega, med to iskalno akcijo, ko je njegov oče šel mečkani iz poti in v beli vrečki nekaj prinesel, odnesel, ni popolnoma jasno, in mama je tam stala, kot da bi nekaj stražila oziroma gledala, da ne bo kdo prišel. Take zelo sketchy, fishy zadeve. Zdaj sem nekje zasledila, da ni konkretno kaj bi sploh lahko starša imela zraven, ne vem, ampak neke krožijo neke govorice, da bi lahko kot DNK oziroma nekako nastavili ostanke njegovega strica, ne vem, od kje ta ideja. Marsikdo v javnosti, predvsem odvetnik dejanske Laundrie družine, reče,
To trdijo samo ljudje, ki imajo preveč časa, to je nemogoče. To je zdaj šlo čez vse meje, a ne, valjda bo to rekel odvetnik družine, ki hoče mir, pa pač, a ne. Meni osebno je dejstvo, da sta starša nekaj sinu pomagala, nekaj imela zraven, a ne. Laundry je bil itak karizmatičen, to sta govorila še starša od Gabi. Vsakič, ki je prišel, je bil prijazen, potem je imela Gabi, mislim, da očima in je ful govoril, ko se je tudi z njimi vsemi razumel. Po moje zelo hitro on zavrtel ljudi okrog prsta, če je želel, tudi svoje starše, obviously, ker vem tudi, da preden je on sploh prišel domov s kombijem, so oni verjetno že bili na neki vezi, ker sta ona dva takrat že prav pakirala stvari v avto in so potem vsi skupaj nekam šli enkrat, kot da bi ne vem kaj vsemu pomagala že od samega štarta. Dejstvo, da so takoj najeli odvetnika, preden bi sploh karkoli govorili s policijo, da bi dejansko poskušali pomagati, najti Gabijino truplo in nasploh. A ne, valjda, kako naj rečem, starševstva, ne, valjda niso direkt sina. Težko je rečeš, ja, on je morilec, lega mate. Sej to tudi težko, a ne, valjda, ampak pravica. To, kar je novic v tem primeru, ni lih toliko novic kakor prej, ampak če vam je primer zanimiv, valjda, v vsakem primeru prej poglejte prvi del, ker je zanimiv. Dragi moji, Alien Mama out, se gledamo naslednjič, ajde, čau, bye!